Anja Jerčič-Jakob, lepo pozdravljena v Umetnostni galeriji Maribor. Sva v razstavišču UGM Shop, kjer smo pravkar postavili tvojo razstavo ilustracij. Anja, zaključila si Akademijo za likovne umetnosti in oblikovanja v Ljubljani, kjer si opravila 2 magistrska študija, iz grafike in iz slikarstva. Torej, tvoji primarni področji delovanja sta slikarstvo in grafika. Občasno se ukvarjajo z ilustracijo, predvsem otroško ilustracijo. Področja pa se seveda med seboj podpirajo oziroma prepletajo. Zdaj v bistvu tole področje ilustracije je bilo zame vedno eno polje, ki sem ga razumela, da je res rezervirano za izvrstne risarje. Tako da tudi že v času študija sem seveda zelo spremljala dogajanje na področju ilustracije, sama se pa tega nisem res lotevala, ker se mi je zdelo pa, da za to moraš res biti, ne vem, vpoklican in izjemen. Ampak potem nekako pred, kakimi 6 leti sem se pa tudi v bistvu podala v polje ilustracije, predvsem zaradi sodelovanja z mojim soprogom, ki je pesnik. Mislim, da je bila bolj moja pobuda, no, želela sva ustvariti tudi nekaj skupnega in tudi malo poseči v polje umetnosti, ki je namenjeno otrokom, a ne. Tako da zdaj v vseh teh letih pa sem mogoče tudi postala malo bolj samozavestna, a ne, tako da se tudi v to področje ilustracije podajam z vsemi svojimi dosedanjimi izkušnjami in tudi neko, bom rekla, sproščenostjo, ki pa je mogoče prej nisem bila zmožna, a ne. Zdaj seveda se pa sploh v teh grafikah v teh ilustracijah iz te zadnje knjige zelo jasno vidijo vplivi tako grafike kot pa tudi slikarstva, ker so ilustracije izdelane v neki napol grafični tehniki, zelo velike sorodnosti v samem procesu izdelave, no, z grafiko, v slikarskem smislu pa tudi, a ne. Tako da nekako v polju ilustracije združujem oboje. Ilustrirala si 4 otroške slikanice Jureta Jakoba, tvojega moža. Kako se vajina glasova v slikanicah prepletata? V tvojih zapiskih, ki sem jih poslala, sem prebrala: rezultat zveze med sliko in besedo v slikanicah je ironična. Vsaka namreč govori o tistem, o čemer druga molči. Zdaj, jaz se vsake slikanice oziroma vsake Juretove poezije, ki jo dobim v branje, lotim tako zelo raziskovalno in eksperimentalno, a ne. Za razliko od nekih ilustratorjev, ki delajo izključno samo na področju ilustracije, meni predstavlja polje ilustracije res polje eksperimenta, tako da za vsak nov sklop pesmi skušam z likovnim izrazom nekako se približati, se ne omejujem s stvarmi, ki sem jih prej ustvarila v ilustraciji. Tako da se res, to mi seveda vzame precej več časa, a ne. Delam pa v tem smislu, da ilustracija ne pove samo to, kar govori v bistvu pesem, da mogoče tudi pove kaj več in obratno. Zdaj mogoče sploh pri prvi najini slikanici je bil proces dela mogoče malo obrnjen, ker je tudi marsikatera ilustracija nastala pred pesmijo, a ne. Vsekakor pa delam v tem smislu, da je gledalec, bralec zelo aktiviran, a ne, tako da ne gre samo za neki goli prenos vsebine pesmi v likovni jezik, ampak da gre tudi za neka v bistvu neskladja ali pa neke presežke, neke preplete, da ni prenos tako enoznačen, a ne. Na prodajni razstavi v UGM Shopu predstavljaš ilustracije iz zadnje slikanice Vranja potovanja. Vrane, ki potujejo s kolesi, s čolni, baloni in si samo od daleč ogledujejo hrupne avtomobile ali pošastnega črva avtobusa, so priklicale idejo črno-belega v tehniki izpiranke. Zakaj prav ta tehnika?
Ja, zdaj mogoče se sploh v tej zadnji slikanici vidi vpliv siceršnje moje prakse slikarske, ker ilustracije so nastale po mojem slikarskem ciklusu Poljske ostaline. Tukaj pa gre v bistvu za ena dela, ki so zelo blizu risbi, pa tudi grafiki. Delana so izključno monokromno, akromatično, znotraj črno-belega, no, in ko sem jaz pri tem ciklusu nekako sem potem tudi prišla v bistvu do enega zaključka, da moram pa tudi te vrane narediti v tej tehniki, ker za te pesmi Vranje potovanja sem v bistvu imela kar celo goro že nekih skic, z ničemer nisem bila zadovoljna, v bistvu je knjiga nastajala kar nekaj let. Tudi nismo imeli v bistvu nekega končnega roka postavljenega, tako da me je potem ta omejitev, ta sama omejitev s to tehniko predstavljala nek dodaten izziv, a ne, ker včasih je težava ravno v tem, ker imaš v bistvu vse možnosti imaš odprte, a ne, tako da se mi je zdaj ta omejitev s to tehniko, da bo to ravno tisto, kar res potrebujem, in sem potem res kak mesec, dva samo potrebovala za izpeljavo vseh teh ilustracij, no. So pa res brez tega slikarskega ciklusa Poljske ostaline teh ilustracij ne bi bilo, a ne, vsaj ne v taki obliki. Poljske ostaline so zdaj na ogled v... Ja, poljske ostaline pa so trenutno na ogled v MGLC Švicariji, kjer imam tudi svoj atelje, a ne, tako da vabljeni tudi v Švicarijo. Na začetku nisem omenila, da si tudi pedagoginja, trenutno si predstojnica oddelka za likovno pedagogiko na PF v Ljubljani. Vemo, da je ilustracija zelo pomembna pri umetnostni vzgoji in vizualni pismenosti najmlajših, pa tudi drugih. Kako ti o tem razmišljaš? Ja, seveda, zdaj knjižna ilustracija predstavlja mogoče tudi nek prvi stik otrok z umetnostjo, a ne. Tako da je zelo pomembna, bistvena. Zdaj mogoče glede na to, da sem pedagoginja, je na nek način slabost mogoče to, ker vsako stvar delam težko, mislim, delam zelo tudi reflektivno, a ne, razumsko. Pač mi študente, mislim, študent likovne pedagogike more vsebino, likovni jezik poznati, razumeti, da ga bo lahko podajal, a ne, tako da ta vidik nekega analiziranja mislim, je mogoče malo v tem kreativnem smislu tudi škodljiv, oziroma se moraš znati spustiti na ta intuitivni nivo, a ne. Tako da odkar se bolj intenzivno ukvarjam s pedagoškim poklicem, seveda bolj reflektiram tudi svoj ustvarjalni proces, a ne. In včasih, ja, pač moraš znati potem to odmisliti, ko si sam v delu, da se res lotevaš stvari čim bolj intuitivno in ne preveč zapeto. Za teboj je razstavljenih 82 ilustracij, v UGM Shopu pa so na voljo tudi tiskane oblike vajinega sodelovanja. Imeli bomo vse 4 slikanice, ki so do sedaj šle. Razstava bo na ogled do 8. maja. Vabljeni, da si razstavo ogledate v živo, in kolikor vas katera ilustracija ali slikanica nagovori, naj gre z vami tudi v vaš dom.